Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Danes je nedelja Svetega pisma in prisluhnimo čisto kratkemu odlomku. Ko je šel Jezus malo naprej, je zagledal Jakoba, Cebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Tako jo je poklical in pustila sta očeta Cebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. Sprašujem se, kako je mogoče narediti v življenju tako radikalno odločitev? In kako je mogoče to narediti danes? Verjamem, da je najboljša razlaga tega evangelija Pavlovo berilo iz današnjega branja, ko pravi: To pa rečem, bratje, čas je kratek, odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor jih ne bi imeli, tisti, ki se veselijo, kakor da bi se ne veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli, podoba tega sveta mineva. To pomeni, da lahko tudi mi danes naredimo tako radikalno odločitev za Gospoda in smo celo povabljeni, da jo vsi naredimo, vsi kristjani, vendar na različen način. Eni tako, da se tudi v telesnem smislu popolnoma posvetijo, gredo med redovnice ali redovnike, drugi pa to živimo v svetu. In sicer tako, da je naše srce z Gospodom in da smo veseli. Če imamo družino, Bogu hvala. Če nam ni bila dana družina, Bogu hvala. Če so preizkušnje, Bogu hvala. Če nam gospodarstvo dobro gre ali če nam ne gre tako dobro, tudi Bogu hvala. Sam se spominjam neke žene, ki sem jo dolgo obiskoval za prve petke, živa razlaga današnje Božje besede. Kadarkoli sem prišel, je bilo vse Bogu hvala. Če je dobro spala, Bogu hvala. Če je slabo spala, Bogu hvala, ker je lahko molila. Če bo naslednji teden umrla, tudi Bogu hvala. Taka notranja svoboda, dragi prijatelji, je Božji dar in ponavadi ne pride čez noč. Želim vam lepo nedeljo in blagoslovljen teden.